Pozdravljeni v še enem večerovem podcastu. Tokrat bomo govorili o aktualnem dogajanju v mariborski politiki. Aljoša Peršak in Igor Selan v večerovem studiu pozdravljava župana mestne občine Maribor Saša Arsenoviča. Lep pozdrav. Mikrofon, prosim. In predstavnika največje opozicijske svetniške skupine SDS, Dejana Kaloha. Lep pozdrav vsem. Gospod župan, da je finančno stanje občine slabo, je znano. Kljub rekordno visokemu proračunu v višini skoraj 192 milijonov evrov ste imeli številne težave, nekatere projekte ste morali oklestiti, s težavo ste zagotovili denar za vse neobvezne naloge, pri čemer boste denimo športu denar za letos izplačali šele prihodnje leto, enako je na področju štipendij, denarja je zmanjkalo tudi za projekte participativnega proračuna. Problem podfinanciranja strani države rešujete že več let. Kje so rezultati, oziroma da vprašam drugače, zakaj jih ni? To je zdaj pa zanimiva tema, usmerjena v prihodnost, s katero se ukvarjam tako rekoč vsaki dan in sem vedno bolj slabe volje, zato ker so tudi številke in škarje, če temu rečemo, vedno hujše. Vse naloge, ki ste jih prej našteli, participativni proračun, šport in štipendije, so neobvezne naloge, torej so nekaj, kar lahko kot skupnost naredimo, vkolikor imamo za to dovolj denarja. Predpogoj za to pa bi bil, da bi nam država zagotavljala toliko denarja, kolikor nam daje tudi obveznih nalog. Pa da bom čim bolj nazoren in kratek. Od leta 2018, ko je bila pokritost obveznih nalog z prihodki, se pravi, na eni strani imaš nalogo, kaj moraš narediti, to stane toliko, na drugi strani pa imaš dohodnino, glavarino ali pa povprečnino, karkoli temu rečemo, torej pri financiranju lokalne skupnosti, je bila delta 19 milijonov, lani je bila 20, letos je 27,5, projekcija za drugo leto pa 34 milijonov minusa. In ko mi nimamo denarja za obvezne naloge, se pravi, jaz niti ne smem potem izvajati neobveznih nalog. Vem, da je to težko razumeti, vem, da je to boleče, ampak ne morem reči, da bom dal denar več v letni program športa ali pa Karitasu ali pa Rdečemu križu ali pa varni hiši, ker bi to bilo politično seveda dosti lažje, in istočasno ne plačevati plač, ne vem, gasilcem, knjižničarkam ali pa vzgojiteljcem v vrtcu. Se pravi, prioritetno moramo plačati račune za obvezne naloge. Zdaj pa investicije, to je pa še tretja stvar, ki je tu pa žal tako mestni svetniki deloma kot občani zamenjujejo, pa je, ja, ker se gradi, ni denarja za štipendije. Ne, ni res. Gradnja se financira projektno iz kreditov in iz drugih virov in vse, kar smo do sedaj naredili, smo dobili več kot 1 evro zraven. In, zdaj bom pa citiral medije, v Mariboru se gradi največja investicija na področju zdravstva v zadnjih 30 letih, zdravstvena postaja Magdalena. V Mariboru se gradi največji multigeneracijski kulturni center Rotovž. Maribor je dobil po 1000 letih atletsko dvorano. Maribor se vrača k reki. Maribor izvaja aglomeracije. Maribor je načrtoval in ima že cel projekt narejen za zdravstveno postajo Magdalena, kjer že 50 let teče noter. Se pravi, vse projekte, ki smo jih delali, bi še enkrat naredil in sem izjemno ponosni. Hvala, dragi vsi moji sodelavci, da kljub vsem tem nesmislom in pritiskom uspete najti čas, pozitivno razmišljate in delate za dobrobit tega mesta naprej. Kar se pa tiče podfinanciranosti, pa je bilo 36. rok, ko so delovne skupine ugotovile in so ugotovile, cela moja mapa tukaj je, samo s tem se v bistvu ukvarjamo na vseh združenih, ZMOS, SOS, včeraj Zoom, pogajanja z državo, nisem vedno prisoten, vem pa vse, kaj se dogaja, v upanju, da bo država končno našla nek način, da tisto kepo denarja, ki ga ima za financiranje lokalne skupnosti, razdeli malo bolj pravično, se pravi 40 do 65 občin, odvisno kaj gledaš, so podfinancirane. Skupni znesek, ki manjka do tega, da bi vsi dobili denarja, kolikor bi ga morali dobiti, je približno 200 milijonov samo, relativno samo, za celo državo. Maribor seveda tu odnese najslabše, imamo podfinancirano že 24 milijonov, se pravi od vseh 200 milijonov v celi Sloveniji Maribor prispeva k temu 24 milijonov in to vsako leto.
Teda, če bo šla povprečnina gor, ali pa tisti znesek za povprečnino samo tistim, ki dobijo v bistvu manj, mi ne dobimo niti 700 evrov, koliko je predlog ali pa izračunano, ampak 630, nekatere občine pa dobijo tudi 1500. Se pravi, faktor je iz te formule, ki je trenutno veljavna, 2,5. Se pravi, ali treba spremeniti formulo, ali pa je treba reči, da je formula takšna in da bomo iz drugih virov zagotavljali denar. Mi smo drugo največje mesto, obmejeno mesto, kjer se 40 000 ljudi vozi ne iz našega mesta, ampak Koroška, Štajerska in Prekmurje v Avstrijo. Prejšnjo sredo sem šel sam brez šoferja na poslovno srečanje na Dunaj in sem, če bi se slučajno generalmajster zbudil in bil z mano v avtu, bi mislil, da smo mi mejo še malo severneje postavili, ker so na cesti bili samo mariborski avtomobili registracije na poti iz Šentilja do Graca. Žal vemo, da temu ni tako, ampak cela država gleda, stran gleda, da imamo demografski kolaps počasi in če ne bomo ščitili tega, kar je najbolj pomembno v državi, to so ljudje, in če ti ljudje ne bodo, kljub temu, da jim tukaj zagotavljamo vrtec, osnovna šola, srednja šola in univerza, našli tukaj delovnih mest, potem je nesmisel vse, kar počnemo in se hvalimo z vsemi mogočimi gradnjami. Zdaj, če je torej delovna skupina pri ministrstvu prišla do rezultatov, ki kažejo na to, da so nekatere občine bistveno bolj podfinancirane kot druge, ne? Kdaj si torej obetate rezultate vi? Neki rezultati na osnovi teh ugotovitev bi morali slediti, ne? In to verjetno v kratkem. Odločitev je kot vedno svoja politična. Ne? Imamo 212 županov, ki prav gotovo vsi delajo po svoji vesti najboljše, kar je možno, in noben župan, ki je bil izvoljen in ki pokriva delovanje svoje, tudi čeprav majhne občine, seveda se ne bo odrekel denarju za dobrobit kogarkoli drugega, ker ima sam prav gotovo več kot dovolj projektov, ki bi jih rad izvedel. In pričakovati neko soglasje nas, ob tem pa, da vsi vemo, da je itak premalo denarja v tej vreči, ta usmeritev mora priti od zgoraj navzdol na podlagi vseh tudi demografskih rezultatov. Mislim, država ima tudi pravzaprav svoje institucije, ki se jim reče SURS in podobno, kjer se to vse vidi. To, kar mi od spodaj navzgor skušamo povedati, je lepo in prav, ampak država bi morala v resnici sama skrbeti za enakomen regionalni razvoj. Jaz sem zelo, zelo vesel, da se Ljubljana razvija kot mesto, kot naša prestolnica, ampak razmeri do drugih nekaj tu ni okej, ne? Tudi Ljubljana je podfinancirana, ne? Njim gre pač na roko, da imajo zakon o glavnem mestu. Gospod Kaloh, mariborski poslanci bi lahko in bi morali pri problemu podfinanciranja veliko pomagati. S tem vprašanjem ste se sami ukvarjali že v prejšnjem mandatu, rezultatov ni. Kaj točno ste kot poslanec glede tega naredili in še podvprašanje, kako poteka sodelovanje med vami in mariborskimi poslanci Gibanja Svoboda glede tega vprašanja? Hvala lepa za vprašanje, se mi zdi na mestu. Jaz zdaj kot poslanec že drugi mandat sem se vedno zavzemal tudi na področju ustreznega financiranja mojega rodnega mesta Maribora čez predloge, kot so zakon o mestnih občinah, ki pa žal ni šel čez proceduro oziroma se že v štartu ustavil, zaradi tega, ker enostavno ni bilo dovolj podpore pri drugih poslanskih skupinah. Zdaj, ko ste omenjali poslance Svobode, mislim, da jih je 5 iz Maribora. Zdaj za našo rodno mesto Maribor, drugo največje mesto, se pravi regionalno središče, po moji oceni skrbijo kot poslanci slabo, se pravi dobene iniciative, dobene proaktivnosti, da bi mogoče županu tukaj, sicer pri upravičenih kritikah o podfinanciranosti strani države preskočile na pomoč. Je pa res, da po drugi strani ta zimzelena viža, ki jo gospod župan vedno govori, kako je ambiciozno načrtovan proračun, potem pa imamo, vrsto rebalansa. V letu 2022 smo jih imeli 8, kar je bil absolutni rekord za mesto Maribor. Zdaj se bomo spet ubadali z rebalansom za leto 2023. Mi ocenjujemo, da so vsi ti proračuni, ki si gospod župan za mestno upravo zastavi, nerealni.
in neracionalni. Zdaj mi vedno opozarjamo, ne, prvič na proračunska načela, na veljavne predpise, ki tudi našo občino zavezujejo, ne, in predvsem, ne, to vedno poudarjamo, da mora biti proračun naravnan za zadostitev potreb meščanov in meščank, da ne, v primarni vrsti smo servis našim prebivalcem. Ja, ampak vseeno pozabljate, ne, na obrobje mestne četrte krajevne skupnosti, vse o tem še bomo verjetno potem govorili, o trenutnih projektih, ki tečejo, sicer za zamudo pa vendarle, in pa da se tistih projektov, gospod župan, lotevate, ki ima neko zaprto finančno konstrukcijo, ne, ker potem ne morete konca s koncem povezati, ker vedno potem zmanjka denarja, kot smo videli, da je zmanjkalo na Lentu. Samo še to mi dovolite, ker sem prej zasledil, da ste rekli, da ste bili na poslovnem srečanju na Dunaju. To zdaj ste bili na srečanju v okviru vaše funkcije ali poslovno tak, ne vem, ker ste pač lastnik določenih podjetij, to da zaradi gledalci in poslušalcev, da vem, v kakšni vlogi ste bili na Dunaju, čeprav jaz sicer pogrešam bolj plodno mednarodno sodelovanje. Ne? Ampak je treba neki dvom dati v to, ne? Ja, ne, boste pač pojasnili, ker ste rekli poslovno srečanje, ne? Boste pač, kaj se pa tiče vsega, kaj je gospod Selan povedal, umanjkanje štipendij, pa tega mi smo bili seveda frapirani, ne? Ko je gospod župan se referiral na Ljubljano, tam še vedno ne, štipendiranje za izredne oziroma za nadarjene dijake in študente poteka nemoteno, kljub podfinanciranju, tako da vi ste potem to po pritisku javnosti ne spremenili s štipendij za nadarjene v kadrovske štipendije. Jaz sem vam že povedal na seji, da to ne, deficitarni poklici so v domeni, pa kvarjen s tem v države, ne zdaj mestne občine, tako da tukaj smo bili res... Vprašanje je bilo, kako ste vi kot poslanec naredili, zato da bomo podfinanciranost rešili. To sem že odgovoril. Ja, niste, ker vi ste zdaj še vedno poslanec, govorili ste se na poslanci Gibanja Svobode, ste pa tudi vi poslanec, lahko date zakonski predlog, pa se to reši. Potem pa res nemam problem s štipendijami, bomo imeli Kalohove štipendije. Ja. Torej, vprašanje za oba. Ali Maribor torej res nima nobenih možnosti, da na zakonit način v primernem času uredi vprašanje podfinanciranja? Kaj pa recimo tožba proti državi, ki jo je obljubljal oziroma napovedoval svetnik Igor Jurišič? Ali pa kakršnekoli druge možnosti? Ja, se strinjam, samo da zaključim tisto misel z štipendijami. Se pravi, gospod župan, zdaj vi zamikate štipendije v naslednjo leto, ne v proračun za leto 2024 z možnostjo potem ne, v letošnjem letu financiranja za nazaj. Ja, ampak dijaki pa študenti so pa zdaj začeli svojimi obveznostmi septembra, oktobra. Se pravi, si bo zdaj sami svojega žepa plačevali, ne, potne stroške. Teh dijakov je bilo 35, ja, tako ne bi zadevali take tudi 35 mentalnih biserov ne smemo podcenjujoče obravnavati po mojem. Zdaj, kaj se pa tiče vprašanja gospoda Selana, seveda, ne, to je ena izmed poti, ne, tožbo proti državi, zdaj vprašanje, ne, tukaj bo na drugi strani državno pravobranilstvo, ki je tudi vešče to vrstnih, ne, potez. Jaz predvsem ocenjujem, ne, da moramo, kot rečeno, proračune zastavljati bolj realno pa racionalno, potem pa ne bo nekega manjka pri sredstvih. Okay, najprej da pojasnim, bil sem na Münchnu na Expo Real, največji sejem, kjer se srečajo investitorji države, regije in je imel stojnico tudi naš Spirit. Regionalna razvojna agencija je bila tam za svojimi projekti, ker iščemo investitorje in sem seveda tudi sam si šel ta sejem ogledati, žal mi je, da nisem bil že kakšno leto prej tam, ker je tudi sedaj, ko vemo, da bomo potrebovali seveda tudi druge investitorje, ker sami vsega ne zmoremo za vse mogoče gradnje, je bilo lepo vidno, kako si prizadevajo mesta, kjer mi mislimo, da vse samo po sebi teče, ne vem, Berlin, Hamburg, Düsseldorf ali pa Finska ali pa Barcelona, kako zelo se trudijo, kako zelo dobro prezentirajo svoje potencijale, svoje zemljišča, svoje degradirane cone, zato da bi našli investitorja, ki bi tam pomagal mesto graditi. Mi imamo precej tega, MTT, KPD, še en kup drugih izzivov, parkirne hiše, zato sem bil tam, da sem si ustvaril sliko in drugo leto bomo prav gotovo tam se tudi kot mesto Maribor prezentirali. Sedaj niti nismo imeli vizuala primernega drugim, torej bi slabo izpadli. Zdaj pred vami, gospod župan, je rebalans proračuna za letošnje leto. Z njim morate zagotoviti dodatnih 1,9 milijona za vrtce in šole, če se ne motim, pa milijon za subvencije za mestni avtobusni promet in še kup drugih prerazporeditev bo potrebnih, med drugim tudi za domsko oskrbo. Zakaj vse točno denarja ni dovolj in kje ga boste vzeli predvsem? Zaradi
nasprotovanja mestnih svetnikov v obdobju januar-juni ali pa januar-maj smo izgubili že ne 3-4 milijone na seveda neljubih podražitvah, ampak tam si občina ni delala plusa, ampak se je samo brala, da ne bi delala več minusa, ker so se dvignile plače, energenti in podobno. To smo potem junija naredili, na vrtcih smo to naredili premalo. Pred največjim dvigom cen v vrtcih v zadnjih letih, kjer itak občina mora v svojem deležu zakonitem zagotavljati več denarja, smo mi od prejšnjih dodatnih 1 milijona, sedaj z temi vsemi nesprejemanji predlogov financiramo še več, torej 1,9 milijona. Se pravi, teh 900 tisoč manjka, pravzaprav manjka 1,9 milijona, zakaj bolj pametnega. Naši vrtci so v takem stanju, da nam je lahko nerodno, ampak če porabimo denar najprej za financiranje staršem, potem ne moremo nikoli narediti novega vrtca, tega okna ni. Se pravi, ena izmed stvari je, da prijemo na financiranje vrtcev tako, kot to nalaga zakonodaja, ki je dovolj dobro razmisla v različnih razredih, različne obremenitve staršev glede na prihodke in en kup takih stvari še moramo urediti. Enako je bilo z gondolo, enako je bilo, torej še vedno smo morali ne vem koliko mesecev več subvencionirati delovanje gondole, enako je bilo z javnim potniškim prometom. Se pravi, jaz vem, da je lepo slišati, kako se nekdo, katerakoli svetniška skupina bori za katerokoli dejavnost v mestu, ampak kot svetnik si funkcionar, moraš imeti odgovornost prav tako kot župan za celotno sliko v mestu in potem se ne moreš samo navijati za nekoga bi mu dal, ker moraš potem pač vedno nekomu vzeti, tega pa noben ne pove. Komu boste vzeli? Tega niste povedali. Kje, z katerih postavk boste imali, da boste to, kar morate zagotoviti do konca leta z rebalansom, pokrili? Mi smo, ko smo delali projekcije v mesecu aprilu, maju, je bila slika slabša, zato smo začeli z postavljanjem pod vprašaj izvajanja v 100% tako na področju nevladniške kulture kot na področju športa, ki je bil najbolj glasen, medijsko izpostavljen in smo na srečo ali pa na žalost uspeli v vmesnem času odprodati toliko našega skupnega premoženja, da bomo sedaj lahko dali denar za programe. Nobenemu ne bomo zrabili zdaj v tem trenutku nič vzeti. Bo pa leto 2024 iz tistega že potrjenega v prvem branju proračuna 41,8 milijonov bomo šli bistveno dol, ker so se od takrat spremenile, so spremenjene okoliščine, tako kar se tiče dviga, torej vpliva dviga cen zaposlenih, energentov, izgube koncesnine za leto 2023-2024 od Dravskih elektrarn ali pa zapravo od Ministrstva za vodne vire. Tada je kar precej spremenjenih okoliščin, ki bo morale bistveno oklestiti in če ne bo velikega poka pri financiranju druge največje obmejne občine, te naše ljube države, na 160. obletnici 3. gimnazije je bilo ugotovljeno, da ta gimnazija stoji tukaj v 6 državah. Zdi se mi, da se včasih v 6 različnih tvorbah državah in zdi se mi včasih, kot da si mi mislimo, da se je to zgodilo zadnjič, da bo pa zdaj še naslednjih 10.000 let točno tako kot je, da bo Slovenija takšna kot je. Jaz mislim, da smo počasi, glede na demografsko sliko, glede na številke, bomo mogoče mi te meje imeli, ampak v okviru naše države, vsaj na severu, pa bo Slovencev vedno manj, ker bo našli bistveno boljše pogoje drugje in to je resničen problem naše države. Samo da potrdimo, rebalans ne zahteva po vašem nobenih prerazporeditev, vse, kar bo treba zagotoviti, da dodatnega denarja bodo prihodki prišli iz kapitalskih prihodkov, torej iz prodaje zemljišč in ostalega predvidenega. Konkretno ne vidim nobenih rezov na občutljivih za moje drage someščanke in someščane vsebinah, ki so bile nekaj časa pod vprašajem, sedaj pa niso več že nekaj časa, to smo komunicirali. Na koliko pa ste znižali proračun v letu 2024? Projekcije kažejo, da bomo verjetno šli na 130, če ne celo na 125. Iz 192? Ne, 192, iz sprejetih 141. 192 v letošnjem letu. Letošnje leto je bilo prav posebno, ker smo zaključujemo še vedno z vsemi napori, da bi prišli do cilja, danes smo že 11.10.
vse projekte, ki so bili sofinancirani v prejšnji finančni perspektivi 2013 do 2020 plus 3, torej plus 3 je konec tega leta in letos smo imeli na srečo odličen olimpijado za mlade, kjer je bilo treba do julija zgraditi svojo infrastrukturo in iz razpisa, kjer smo bili uspešni na Pohorju, se pravi, kar gradita in končujeta vmesna postaja in Ruška, dali smo 1,5 milijona, dobili 7,5 za razvoj našega dragega Pohorja. Vsi ti enormni projekti so v izvajanju, bodo predani v korist občanom, tako kot, ne vem, igrišče Iva Daneva, kot en najboljših primerov ureditve okolja in tudi Nabrežje bo počasi prešlo v uporabo. Za drugo leto gremo bistveno dol in potem, če ne bo še enkrat velikega poka na financiranju našega mesta, potem mi ne bomo mogli, kljub temu, da sem si izboril na mesto 17-22 milijonov iz CTN-ja in za regijo Podravje na mesto 84-89 milijonov v pogajanjih z vsemi drugimi deležniki, mi ne bomo mogli počrpati nič od tega, ker ne bomo mogli zagotavljati svojega lastnega deleža, ker se bomo ukvarjali samo s tem, če imeli denar za programe, ki jih rabimo na sociali, na kulturi, na nevladniških projektih, na, ne vem, varni hiši, vrtcih in teh osnovnih zadevah. Se pravi, za razvoj je mesto Maribor reklo v letu 2024, ko bomo končali te že začete projekte, Center Rotoš, upam, da tezno začnemo še graditi zdravstveno postajo Magdalena Sedela, je konec. Gospod Kaloh, kje vi vidite, kaj bi se moralo zgoditi z rebalansom proračuna in pa se vam zdi verjetno, torej, da se bo vsa ta razlika pokrila s kapitalskimi prihodki? Ja, zdaj rebalans proračuna za leto 2023 se tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani se spreminja. Zdaj seveda kot mestni svetnik sem si seveda pogledal zadeve. Jaz se strinjam, da se sredstva, ki se znižujejo na posameznih proračunskih postavkah, zdaj stroški plač, gospod župan je tam minus 20 000 evrov, verjetno populistična poteza, tudi kabinet župana 88 000 manj zaposlenih je počasi, ne z upokojevanjem, ne z odpuščanjem. Dobro, kabinet župana 88 000 evrov, ne, ki gre tudi tam na mednarodno in medmestno sodelovanje. Kar je škoda za mesto, ja. Se strinjam in tudi medklic, ne, rekli ste, da ste bili na Dunaju, ne v Münchenu, tako da mogoče boste mogli uskladiti privatne pa službene urnike. Zdaj sem v Münchenu, pardon, če sem na Dunaju ste šli mimo Dunaja? Lapsus, dobro, okej. Grad sem mislil, da sem se peljal, Šentilj Grad. Dobro. Se pravi, ja, zdaj, ko smo pač tukaj pri postavki medmestno sodelovanje, meni se res zdi tudi mizerno, da zdaj bomo imeli na tej postavki 14 000 evrov, se pravi za 9 000 evrov se znižuje, ker gospod župan, mednarodno pa medmestno sodelovanje že zaradi prestiža samega mesta zelo pomembno. Jaz se ne spomnim, ne, pa tu živim že skoraj 50 let, kdaj je pod vašo vladavino mestno, se pravi v prejšnjem mandatu pa zdaj bil tukaj na obisku res kakšen, bi rekel, izpostavljen, ne vem, športnik iz družbenega življenja, ne bom zdaj govoril Dalaj Lama, ne, v mandatu Franca Krajla, ampak nekdo, ki bi lahko se mesto tudi pohvalilo, da pa je odprto za nekšne kalibre, da rečem, svetovnega formata. Se pravi, zdi se mi, da smo zaprti v tej našem mariborskem okolju, ne, ki ga sicer vsi ljubimo, pa občudujemo, ampak vendarle se mesto mora bolj odpirati, da ne se ga nekako tista oznaka, ne, da smo preveč zaprti, vendarle otresi, tako da tukaj se nam zdi postavka res nepotrebna. Dobro. Podprli ta amandma za povečanje tega. Velja. Zdaj, kaj se pa tiče tisto, kaj pa prevzela financiranje države, recimo tekoči transferi za zavod z področja kulture, se pravi v slabih 200 000 evrov, to je del, ne, ki pač bo ga država zdaj sfinancirala. Kaj se pa tiče, zdaj ne vem, gospod župan, ko ste govorili, osnovna dejavnost vrtce in popusti za vrtce je povišanje skupaj za 2 milijona evrov, osnovna dejavnost, ko pa govorimo o investicijah, vzdrževanje vrtcev, pa na odhodkovni strani minus
650 tisoč. Zdaj to pomeni, ali ste vi že v štartu slabo planirali te odhodke, ali pa enostavno ni denarja zdaj za investicijska vzdrževanja vrtcev? Slabo smo planirali odziv mestnih svetnikov na naše predloge v mesecih januar, maj, in ker vi niste potrdili večjega dviga vrtcev, je šel denar za subvencijo staršem za njihove otroke in zato nimamo denarja za vzdrževanje vrtcev, ker denar je pač končen, ker tiskarne nijamo. Seveda, ampak vi pa razumete opozicijsko vlogo, ne, pa tudi širšo vlogo, ki jo imamo, ne, zavedanje svetnikov, da pa starše ne moremo obremenjevati po dodatnih podražitvah, ravno tako gospod Arsenovič v šolah. Mene bi z veseljem, jaz imam 2 otroka vrtcev, enega. No. Verjamem, ampak tudi investicijsko vzdrževanje šol tudi minus 544 tisoč evrov. Se pravi, to starši vendarle gledajo, občani to gledamo, tako da na teh postavkah si ne bi smeli privoščiti. Se strinjam, predlog imamo že z večino za naslednjo sejo, znižamo subvencijo na vrtcih za 1,9 in damo vse v ta isti znesek, damo vse v vrtce vzdrževanje in novogradnje tam, kjer imamo vrtce, ki se jih pravzaprav lahko sramujemo. Zmenjena? Konstruktivni predlog, seveda bomo imeli še... Kako boste potem pokrili plače? Tako bolj bo pa za plače zmanjkalo. Ne, to ni za plače. Plače mi imamo v zgornji formuli, kjer zagotavljamo. Mi pa na to vse damo še 1,9 milijona dodatno staršem. Do letos, ko smo imeli, preden smo imeli ta enormni dvig cen vrtcev, zaradi dviga cen energentov in plač, smo to vsa leta subvencionirali 1 milijon. Letos, ko nam gre pa najslabše, pa so se mestni svetniki odločili, da bomo pa zdaj subvencionirali celo več kot prej 1,9. In sedaj smo mi sklenili dogovor, da več tega ne bomo delali, ampak bomo raje dali v vzdrževanje vrtcev. Jaz se strinjam, hvala, to je odlično. Cena vrtca bo pa potem dražja spet. Bo dražja, ampak bo doletela tudi vam, dragega župana, ki bo potem več za svojega sina z največjim veseljem plačeval za vrtec, kjer se dobro počuti in je 40 ur na teden tam in je ta znesek relativno za hrano vred še vedno nizek, ker ga občina že itak subvencionira v osnovi. Gospod Kalov, se strinjate s tem predlogom? Glejte, seveda, zdaj župan je hotel tako všečno pred kamerami že, kako bi rekel, neko zavezništvo vzpostavljati, sicer to so preveč resne stvari, da največja opozicijska stranka v mestnem svetu ne bi opravila nekih poglobljenih razprav v širšem omizju, tako da jaz sem sicer vesel, da je vendarle župan pripravljen prisluhniti tudi opoziciji, ampak kot rečeno, mi smo resna stranka. Meni se pa večkrat zdi, gospod Kalov, da imamo mi največjo opozicijsko stranko, svetniška skupina Arsenovič za Maribor, in da imate vi pravzaprav koalicijo z Gibanjem Svoboda. Jaz mislim, da še bo pol v nadaljevanju debata, verjetno ne, o teh razmerih, tako da mi smo bili vedno konstruktivna opozicija in vedno smo podpirali dobre predloge za naše občanke pa občane, vedno.